Lep pozdrav, drage gledalke, cenjeni gledalci, vsi prijatelji slovenskega nogometa in Prve lige Telekom Slovenije. Srednji nogometni spored na Planet 2 se nadaljuje v Celju na stadionu z Dežele, kjer bomo spremljali drugi obračun 34. kroga. Ob izteku prve minute gostje, ki igrajo v belih majicah in hlačkah, na drugi strani in gol Triglava! Presenečenje in šok za domače moštvo. Celje zaostaja proti 9. Triglavu, strelec pa najvišji igralec na zelenici Milan Milanović, že 7. v letošnji sezoni, torej izkoristili so gostje svojo prvo priložnost, ki so povedli proti Mariboru v prejšnjem krogu. Zdaj znova Božič je v kazenskem prostoru in brani Arko. Danes v vlogi kapetana Aleš Mertelj ob odsotnosti Luke Majcna. Pa Bojič do Jankoviča. Na drugi strani je Vilmoc strelja, odlično zdaj Matjaž Rozman. In kar je tisto glavno, Celje rabi gol, pa ne samo enega, 2 gola rabi, zdaj pa prva priložnost že za Celjane in gol! Neverjetno, gol izenačenje takoj na začetku in ne boste verjeli, Gašper Koritnik, Joker sklopi za Dušana Kosiča, kakšna zgodba, Gašper Koritnik je zdaj izenačil za Celje. Nogometaš, ki je prišel na zelenico, potreboval je le nekaj sekund. Poglejmo zdaj tole akcijo. Zdaj lepa podaja, priložnost za Triglav, ki vodi v Celju. 2-1 za Triglav. Neverjetno, kaj se dogaja danes v Knežjem mestu. Žan Rogl je presenetil zdaj domačo obrambo. In Matjaž Rozman je lahko le skomignil z rameni in odkimal z glavo. Zdaj so ga na cedilu pustili njegovi branilci in Triglav je znova v vodstvu. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Mertelj je videl, Rade Mijatović, predsednik Nogometne zveze, ob njem je bil Matjaž Kek, selektor in gol. Gol, Celjani so prišli do izenačenja v 64. minuti. Advan Kadušić pa strelec, zdaj le ob plohi v Celju dežuje. Advan Kadušić pa je izenačil na 2-2. Varovanci niso položili, če ne bodo vsaj še enkrat zadeli mreže Triglava. Zdaj Vizinger, priložnost za Celje in kaj je zgrešil Dario Vizinger. Kanček moči domači nogometaši, spodbujajo jih navijači. Mitja Lotrič izvaja kot, podaja v sredino, brani Arko, še naprej nevarno in brez gola. Ja, vroča tekma, torej seveda smo imeli jasen cilj pred seboj, vendar pa se nam je tekma takoj na začetku zakomplicirala. Vedeli smo, da je Triglav dober iz prekinitev, dobili smo takoj gol. Kasneje na postavljeno obrambo imamo seveda tudi mi težave svoje, kako igrati in vrnili smo se v igro, naredili spet eno napako, torej pride tudi tak dan, če smo imeli v prejšnjih kolih nekaj sreče, nas danes ni bila naš zaveznik, kljub temu smo imeli celo vrsto nekih priložnosti, nasprotnik je imel tudi razpoloženega vratarja in bi mogli tekmo prej obrniti v svojo korist. Na koncu čestitke Triglavu, borili so se srčno, vedeli smo, da bomo težko ponavljali tisto, kar smo imeli na prejšnjih tekmah proti njim in zanimiva tekma do konca, na koncu še polno emocij. Tisto, kar me žalosti, je naša reakcija potem, ko so emocije se nekako vpletle v to in
Žal mi je, ne vem, kakšne bojo posledice glede tega, ampak želim si, da bi ostali gospodje tudi v takih težkih momentih in pač sprejeli dejstvo, da danes nismo zmagali. Mislim, da smo danes pokazali eno pravo moško tekmo, kot smo se zmenili pred tekmo, da gremo, da se ne predamo, da moramo Celju vzeti te pike, glede na to, da so nas v zadnjih 4 tekmah dobesedno razmontirali, tako da fantom lahko samo čestitamo.